vendar mora biti pa tudi čas za počitek in seveda ni prav, da tam, ker je tudi delovna intenzivna, potem je pa še dvakrat na mesec team buildinge, se pravi, da grejo na neke aktivnosti, da jih še tam zmučijo, potem pa ni časa ne za družino, ne za svojega življenjskega sopotnika, ne za otroke, kakorkoli, skozi to ljudje tudi postajajo utrujeni. Prav je, da bi bilo 8 ur delati, 8 ur okrog hiše, 8 ur počivati, vendar vemo, da ta današnji tempo ne gre, da moraš delati 10 ur, pa tudi več, ampak mora biti tudi čas za počitek in tudi možnost skozi sprostitve, se pravi kulturo, telovadbo, da se gre v cerkev, kukar kakšen živi, ampak mora biti tudi ta prosti čas in na tem bomo mi tudi veliko delali. Tudi iz tega razloga obnavljamo, urejujemo telovadnice, kulturne domove in včeraj smo bili v Lazah, so tudi tam skozi ta projekt, ko smo obnavljali 5 stavb, tako kot smo tudi tole stavbo Stara šola, kjer je knjižnica, pa glasbena šola in tudi neki društveni prostori, da je možno tudi v teh prostorih neko kulturna dejavnost, da se ljudje družijo, pojejo in skozi to razbremenijo vsakodnevne težave, ki jih imajo. To je nekako na kratko o programu, ki smo ga zastavili s to mojo skupino za naslednje 4 leta, seveda, če bomo izvoljeni. Kar se pa tiče vašega kraja, Rovt, moram reči, da sem vesel, da nam je s predstavniki krajevne skupnosti uspelo, pa tudi s koalicijo z Nove Slovenije in tudi z ostalim. Jaz v politiki ne gledam, nimam nasprotnikov, čeprav eni imajo tak pogled, eni drugačen, na to svetovno-nazorski pogled, ampak mi se zdi, da ta občinska politika krajevna je bolj, da vsi vemo, tako ko smo šli skozi program, da rabimo čisto vodo, da rabimo te razne prostore in mislim, da smo v Rovtah v teh letih kar nekaj naredili. Nekaj imamo pa tudi še za narediti, končuje se poslovilna vešca, imamo projekte za Kovk v vrednosti okrog 600 000 evrov, tu bomo čakali, da bomo dobili od kakšne fundacije sredstva, ki so vsako leto v razpisu. Potem imamo nekaj cest za asfaltirati, tamle v Praprotno Brdo, pa še tudi po tem spisku, ki jih ima krajevna skupnost. Seveda moramo narediti tudi počas, samo od spodaj, sem tu moramo v prostorskih planih spremeniti, da bi šla tale cesta, ki gre tlele med cerkve skozi pa med vrtcem, da bi šla od spodaj po dolin, pod pokopališčem, zato da bo tle tak lep trg. Seveda tudi tam na Pustnem grič bo treba narediti kanalizacijo, da se nekaj zatika, ampak tu so programi, ki se bodo počasi razvijali in da bo tudi ta vas, ki je lepa vas Rovte, tudi dobila na tej infrastrukturi, kajti skozi to postaja pomembnejša in je to ena lepših vasi, tudi lepo okrošena, zato zadnji smo imeli tole podelitev lepo urejenih, bi rekel, domačij in to bomo tudi skozi turistično društvo nadaljevali, da nekako spodbudimo še bolj ljudi, da imajo urejene domove in ko pride nek tujec v kraj, da vidi, da je to urejeno. Tudi v samem Logatcu sem skozi tale javna dela uspel, da je Logatec pomeden, pobrani papirčki, da ni teh steklenic, vrečk, se še najde, ampak te fanti grejo že zjutraj, vse pobere in potem tudi nekdo, ki je brezbrižen, ne bo vrgel kar tam, ker vidi, da ni. Tako da tudi skozi to postajamo prepoznavni, da imamo kukar toliko čisto. Seveda je pa to kar velik dela in muk, da se ljudje navadimo na nek red. Zdaj, kot veste, v Rovtah se pripravlja tudi nagradnja gasilskega doma. Mi imamo z gasilci že narejen ta finančno konstrukcijo. V naslednjem letu mislimo kupiti tale njihov gasilski dom, zato da bomo imeli neko štartno osnovo, že imajo, so kupili svet, pa projekte naredili, pa tu so bili pridni. Jaz mislim, da bo prišlo kakšnih 200 000 evrov, potem pa še vsako leto v 4 letih iz tega
požarnega sredstva, ki imamo za gasilstvo in civilno zaščito. Tu so se tudi zmenile vse gasilska društva skozi gasilsko zvezo, da se pomaga Rovtam in da pridejo skozi to tudi do novega gasilskega doma. Vemo tudi, da je v Logatcu gasilski dom premejhen, pa tudi zdaj, kaj tale predvolilni čas se tu meče, pa bomo dali enega zdravnika v Rovte, zobozdravnika, enega pediatra. Mi smo se tu že dolg časa pogovarjali z direktorca zdravstvenega doma, ki je tele iz Rovt, da je bilo morda pa res dobro enega zdravnika dvakrat na teden, pa tudi kakšnega zobarja, da ne bi bilo treba ljudem hoditi v Logatec. To bom zdravstveni dom preštudiral, Logatec se veča, zdaj smo vzeli v najem prostore tudi tam, ker je bilo včasih stara pošta Krpana nazaj dol proti cerkvi, tam bo zdaj logoped pa te sestre, ki so patronažne sestre, in vzeli smo tudi tam na stari cesti v Možinovi hiši, kjer je imel včasih zobozdravstvo Matevžič, tudi tam bo pa zobozdravnik. No, drugače pa zdravstveni dom v Logatcu se bo širil, tlekaj lekarna, sem proti parkirnim mestom, približno 300 kvadratov bo ena etaža, od spodaj bo tam lekarna in potem bosta še 2 nadstropja na vrh za potrebe zdravstvenega doma, to se pravi, dobimo 600 kvadratov in tam, kjer je že zdravstveni dom, kaj je tista streha tako po stran, smo dobili pa tudi od Ministrstva za zdravje 200 000 evrov, da bomo tudi gor na vrhu uredili tiste prostore in bomo dobili še 200 kvadratnih metrov površin za razne ambulante, tako da zdravstven dom v Logatcu bo dosti velik. Ko bomo enkrat tu naredili, bojo potem verjetno te, ki smo zdaj vzeli najem, prišli nazaj. Jaz mislim, da bi mogli to v enih 2 letih. Danes smo imeli tudi sestanek s projektantom. Imamo še eno težavo, kjer imamo v podrobnejših prostorskih načrtih zarisano eno linijo in moramo mi skozi to našo proceduro to spremeniti. To bomo v enih 4 mesecih na prvi občinski seji, ki bo delovna, to tudi sprejeli in potem bomo vložili za gradbeno dovoljenje, začeli zidati. Seveda bomo mogli pa tamle na Poštnem vrtu pa narediti tudi nekaj parkirnih mest, ker vemo, da je tudi tle pred zdravstvenem domu, kljub temu, da je modra cona včasih problem biti zaparkirati. To bomo povečali in bomo tudi ta problem rešili, ampak bistveno je to, da razmišljamo o tem, da bi v Rovtah tudi postavili to službo. Žal mi je, da nismo kupili teh prostorov v bloku, ki bi bili primerni, ampak možno bo tudi to ali v tej stavbi, ko bomo kupili od gasilcev ali pa kakorkoli. Če bo zdravstveni dom ugotovil, da bi bilo to potrebno, se bo to tudi naredilo. Se pa zdaj poleg tega, da bomo ta avtobus, ki vozi tudi z Rovt, naš lokalni, pogovarjamo tudi z 2 podjetjama, ki pa naj bi vozili na klic starejše od 65 let, do zdravnika, do tistih nujnih stvari, ki jih potrebujejo, da niso otroci teh starostnikov obremenjeni s tem in bi lahko tudi skozi, to je prostovoljno, sicer bo občina mogla kupiti nabaviti avto, pa tudi neki vse te vzdrževanja, tudi to mislimo nekako spostaviti, pa se mi mislim, da bo to tudi se prijelo, kajti veliko je starejših ljudi, ki bi rabo neko pomoč zdravstveno, kakorkoli, pa nima s kom dopoldne, ki so pač radi v službah. Šola je kakor toliko zdaj urejena, seveda ravnatelj ima neko željo po eni telovadnici, zdaj tole jaz ne vidim, da bi prav malo bilo, imamo veliko drugih stvari za narediti, v samem Dolnjem Logatcu je premejhna šola, rabimo 8 razredov, v Gornjem Logatcu rabimo 4 razrede in tudi vrtci so v Dolnjem Logatcu premejhni. Imamo vsako leto približno od 180 do 200 otrok, kljub temu, da je to veselje, pa je malo kislo v jabolko, ker država za te
stvari nima denarja in mora iti vse tu iz proračuna. Zadnjič smo bili tudi na Ministrstvu za šolstvo, pa smo rabili kar nekaj časa, da smo do tam prišli, pa zdaj se je bilo tudi volitve vmes, pa kakorkoli, sam je bilo isto, kot takrat, ko smo začeli graditi vrtec v Rovtah, od 2007 ali 2008 ministrstvo nima za šolstvo nobenega denarja za šolene, za vrtce. Mi, kar gradimo, dobimo preko ekosklada, če je to energetsko varčno, ostalo pa iz proračuna ali pa kredita, ko smo tudi za tole smo vzeli 750 000 evrov kredita, zdaj imamo, se mi zdi, še 250 000 v naslednjem letu vrnili. Skratka, občina naša ni zadolžena, smo povzeli 700 000 evrov kredita, iz tega razloga, ker obnavljamo teh 5 hiš, tukaj je ta stara šola v Rovtah, potem podružnična v Lazah, stavbo, kjer je komunala, v Gornjem Logatcu dvorana Tabor, pa tudi podružnična šola v Hotedršici. Mi smo tem izvajalcem mogli dela poplačati od države, čeprav imamo pogodbo, nismo še dobili nobene situacije plačane, ampak je obljubljeno, da do novega leta bomo dobili vse te situacije, tako da mi tudi ta kredit vrnemo in rekel, zdaj s novim letom razen tega kredita za to šolo v Rovtah ne bomo imeli. Tako da smo finančno dosti dobro, da smo, bi rekel, preobremenjeni, kakorkoli že, in mislim, da tudi tisti, kdorkoli bo že naprej pelal, ne bo imel težav. Mi smo v teh letih dobili 14 milijonov, jaz pa še ena uradnica z občine, pa naš direktor, 14 milijonov evropskih sredstev, 2 milijona imamo še podpisane pogodbe, 1 200 000 za vodovod Rovte Petkovc za sekundarne vode, to pričakujemo, da bomo ta sredstvo dobili, da bi potem začeli, vemo, da je ta povezava že narejena, da bomo potem začeli te vode do hiš speljevati in seveda 1 200 000 pa za povezavo med vrtino v Reški dolini, tam, ki je brana, in čez Režiše do Kavc, ker imamo zdaj povezavo vodovoda in že tu teče Kavce, Grčarevce, Kovca, Laze, Planina, vendar je premalo vode zaradi požarne, če bi bilo treba požarna varnost, ne dosegamo tistih količin, ki jih standardi predpisuje, zato moramo tudi ta povezavo narediti. Vode je sicer dovolj, mi imamo v Lazah, v Jakovici tudi eno vrtino, sam tam se je malo kvadratov, vendar so 3 lastniki in se nekako ne more med sabo zmeniti, da bi mi to odkupali, takjer pa nismo mi lastniki, pa te vrtine ne moramo spraviti v pogon, ker ne dobimo od Agencije Republike Slovenije za vode dovoljenja. Jaz mislim, da sem povedal približno vse, mogoče sem da kaj pozabil, pa vam dajem besedo, da kaj vprašam, da bom skušal odgovoriti. Prosim. Vemo, da se dela rekonstrukcija regionalne ceste. Vemo tudi, da je obvoz za osebno vozilo narejen čez lokalno cesto Zajele, Kurja vas, Trate. Vemo, da je zaprta za tovorno vozilo. Z vašim odlokom starim čez en teden 4 leta. Temu pa ni tako. Cesta je bila zaprta za kamione, po moje, z namenom. Enega najbolj splošne verjetno ta, da je zelo ozka. Zdaj se pač tam vozijo vsi z avti, kar je pač že po svoje dosti veliko bremenitev. V času, ko je pa tam nadol res zapora, čisto popolno se vozijo pa od demparjev, šleparjev, kamionov za les, karkoli. Sicer so policaji to nekaj sankcionirali, ne rečem, sem nikle bistvo. Bistvo je tudi, da je zdaj cesta v precej slabem stanju. Zdaj me pa samo zanima. Kjera cesta? Čez Kurja vas? Čez Kurja vas, ja. Zdaj me pa samo zanima, a ste na začetku, ve se, da bo država načeloma mora dati odškodnino, čeprav zastopno. Zdaj me pa samo zanima, a se je na začetku del cesto pregledal, pa a se je bo na koncu, pa oziroma a bo ta odškodnina šla v to cesto, ali bo ta odškodnina od te ceste za kaj drugega porabljena. Tu je prvo vprašanje, pa drugo vprašanje je,
Je pa tudi cesta še iz Rudnika do Žabnice, ta iz Klele od, recimo, če se veste, približati. Tle dol, pri Kavčiču. Ne, tlele, če greste iz Ulc, tlele dol v Grapi, iz Ulc, se prepeljete gor, pa prijete tam bolj na glavno cesto, zraven Nartnika nekje. Tam, povezovalna je odzad. Problem je v tem, da Garmini in vse ostale zadeve tujce vozijo tam čez. Cesta je v zelo slabem stanju, na kar se je večkrat opozoril. Na nekaterih mestih so veliki grabni, ki jih pač sami zasuvamo. Smo jih tudi v času plazu, pa smo takrat fehtali, pa se pač zadeva ni sanirala toliko. Zdaj spet saniramo, smo pa rekli, da bomo počasi nehali. Zdaj se vozijo tujci, imeli smo Nemce, imeli smo Italijane, imeli smo Nizozemce, videl sem Mađara. Včeraj sem obračal Nemca, 2 Nemca z BMW-jem, eden je bil testen hibrid. Tistega avta se ne da kupiti. Se je peljal tam mimo, ne rečem, ampak kakšno sliko si mi ustvarjamo. On se je tam peljal čez 2 propusta, kaj mu želez zunaj, pa snemo je vmes, ko se je vozil. Te zadeve so tako. Antok pereč problem, zdaj bi pa prosil, če imate kakšen odgovor. Lepš hvala. Fino, da ste to vprašal. To je, bi rekel, ko je jači. To je Direkcija za ceste, vemo, da je to državna cesta. Oni so naredili tudi elaborat okrog teh obvozov. Mi smo upozorili, da ni treba, da vozi kamioni skozi Kurje vas, kjer je znak prepovedan, ne vem, koliko je že osna obremenitve 5 tonah, kakorkoli že to lahko grejo, je pa možno naprej gor po tisti tankovski vozni cesti zadnji za Zadružnim domom, vendar to direkcija prav to ni urisana nikjer in tam niso mogli. Ko smo mi dobili podatke, smo postali naš redarja, policija, vendar tako kot po Reški dolini, ki je prepovedana tonaža, vozijo beton, pesek, tako tudi tle. Zdaj lahko bi bili v tem času še bolj kaznovalni, vendar nekje se promet mora odvijati, državi vemo, da delajo, ljudje morajo početi in smo na tako bolj mehko varianto to opozarjali, kakorkoli že. Vesel sem, da so to dosti hitrem času tu naredili. Jaz z Direkcijo za ceste nočem, pa tudi z Republiško upravo za ceste nočem dosti zapenati, kajti vem, da smo za to rekonstrukcijo te ceste od Žirov do Logatca, že tam hvala v prvem letu, ko sem prišel na občino z žirovskim županom Starmanom, potem s poslancem Belkom, je bil takrat poslanc, pa potem dodat ni bil, pa iz Poljanske doline, v dan je bil kar en kup poslancev v Žireh in smo se takrat dogovorili in sprosili, da se potem bo ta cesta začela obnavljala se po fazah in mislim, da bo to tudi v kakšnem letu vse te stvari rešene. Največji težava bo dol v Soteski pri teh Matjaževih kamrah, tam se ne ve, kaj narediti, posebno še zdaj nekaj da je na nesreči, ko je padla skala na cesto, pa sta bila 2 mrtva, to bo zdaj še večji poudarek na takih cestah, tako da so napake, verjamem, da so, tudi včasih ne bi bilo treba, vendar ljudje morajo delati, morajo voziti, je pa tudi brezbrižnost šoferjev, ker drugače to ne razume, saj nekateri nekot, da ga to kaznuješ. To cesto smo pregledali prej in tudi, ko bo enkrat končan, bomo to pogledali. Moram pa še enkrat reči, da z Direkcijo za ceste smo dolgo rabili, smo v dobrih odnosih, skozi to so nam asfaltirali cesto od Grčarevca proti Planini, velik del ceste od Martin hriba proti Lazam, uspeli smo prenoviti, pa ni najboljše narejen, skozi Lipov drevored, potem tudi ta pločnik noter umestiti. Želeli smo narediti čez tam povezavo, zdaj s to varianto, ko se obnavlja ta cesta, pa je tam Zavod za kulturno dediščino, pa Ministrstvo za okolje in kmetijsko ministrstvo ne dovoljuje, tako da bo ostal ta križišče pri Kramarju semaforiziran, kad je še kar nekaj časa, preden bomo mi zagotovili, da bi naredili obvoznico. Eni pravijo tukaj pri Merkatorju, eni dol v Zapolju, vendar, ko bojo te stvari narejene, Ravtarska cesta, pa tu bomo začeli potem pa to tišati naprej,
kot sem že prej rekel, povezava med unimi obema industrijskoma conama in bi bilo potem tudi dol zadnji za poljem, pa tam nekje, ki se zavije za svetišče, povezava se dol. Je pa to kmetijsko zemljišče, last biotehnične fakultete in bo to velik problem, kako dobiti. Mi se že tu pogovarjamo, sam to bo mogli priti z vrha, politična odločitev in zdaj, ko bo enkrat ta vlada konstituirana, pa ko bodo te naše volitve, pa če bomo še bomo pa to bolj vzeli v roko in tudi bi se to pognali, da bi šli v prostorske plane, da bi se to not zarisali. Hvala, čeprav zastopnik. Ta cesta naša je kolateralna škoda in se bo pač škodbe se bojo mogli odpraviti. To je glavna stvar. Pa še pač pripomba na vzdrževanje teh javnih poti, rečemo temu, te, kar so nižje kategorije občinskih. Če gre gredar čez, pa za njim ostane po sredini zelen, nekaj ni bilo v redu. Je res, ne? Kakle je to pač standard? To nisem razumel. Gredar, tak, prihuje, ne? Gre čez, pač potegne, sem po sredu stane zelen. To pomeni, da je rase še trava. Nekaj ni bilo v redu narejeno. Glejte, tu. Pač te take zadeve bolj motijo. Vzame on Greta, ta ne je večji, pač cesta ni toliko široka, on nasede na stanek po sredini naredi žal neč. Te zadeve se mogoče malo premalo pozarjajo, sem pač večkrat toliko sitno ne može biti. To je prav, mi imamo sicer zdaj eno gospod na Porodniški, bo kmalu prišla, ki je bila kar dosti striktna. Gospa Špela, zdaj imamo eno Polonco. Jaz moram reči, da se veliko po teh cestah vozim, žena me ima že polkne kufar prav. V nedeljo kam greva pa na ta konc, pa spet ceste gledati. Ja greva ceste gledati, seveda drugače. Jaz jih poznam prej, ko sem bil serviser, no pa zdaj grem tudi doskrat okrog, ali s predsednikom krajevne skupnosti, ali greva z Rafeljem, tukaj v glavnem temu sledim. Je pa prav, da se na to opozarja preko lahko direkt ali pa preko krajevne skupnosti. Cestni oglednik je Tadej Trpin na komunali, ki je odgovoren za te stvari. Izvajalce imamo pa po razpisu, tle sta Trev in pa Jesenko, za gozdne ceste, pa tudi za te makadame, pa včasih tudi kdo drug. Odvisno, kako na razpisu pride. Zelo šibki smo ali pa nismo nič vlagali v te stare asfalte, kar bo treba tudi narediti. Mislim, da naj bi v naslednjem letu tega nekaj več naredili. Odvisno zdaj, kakšna bo zima. Vemo pa, da moramo nujno v Dolnjem in v Gornjem Logatcu povečati pokopališče. Zdaj imamo gradbeno dovoljenje, vse to, te dve stvari imajo prednost, vse ostali denar, ki bo ostal, bo pa šel za ceste, en del pa za projekt za prezidavo teh šol, za šola v Dolnjem Logatcu. Tako da mislim, če ne bo zima prehuda, da nam bi preveč vzela, bi mogli tudi teh cest nekaj narediti. Nujno pa je narediti, poasfaltirati ceste gor na Praprot, na Brdo, sem po zimi bil velik problem, ko so vozil otroke v šolo.